Dobrodošli v novem videu. Jurišna puška, zastava M70AB2, ki je bila definirana kot najboljša različica od legendarnega AK-47 in kot standardna puška v slovenski vojski do leta 2006, nato leta 2007 zamenjana z belgijsko Bullpup FN F2000, ki je nato bila modificirana v FN 2000S verzijo, ki je vsebovala nekaj modifikacij od dodanih pikatinih tirnic za montažo dodatkov kot optik, laserjev, svetilk, do zdaj leta 2022, ki jo bo zamenjala ponovno belgijska jurišna puška. FN SCAR, ali na dolgo Special Operations Combat Assault Rifle, prevedeno v slovenščino bojna jurišna puška sil za posebne operacije. FN SCAR belgijskega proizvajalca FN Herstal je jurišna puška, ki je na voljo v dveh verzijah: SCAR H kot heavy oziroma težka v kalibru 7,62x51 mm ter SCAR L kot light oziroma lahka v kalibru 5,56x45 mm ter še nekaj verzij kot s podaljšano cevjo in tako dalje. Zastava M70AB2 so se v letošnjem letu poslale v Ukrajino. FN 2000S se bo pa iz aktivne uporabe premestila v rezervno in jo bodo uporabljali rezervisti. Aktivna sestava bo najverjetneje za razliko od ESD dobila SCAR L verzijo, saj se je do zdaj uporabljala 5,56 amunicija in ker bo FN 2000S še kar v rezervni uporabi, kar bi bilo z logističnega vidika bolj ugodno, kot da se ima 7,62 mm v aktivni in 5,56 v rezervni. In tudi to še najverjetneje SCAR 16S verzijo, pri kateri se ob streljanju napenjana ročica ne premika z zaklepom naprej in nazaj, kar je določenim operaterjem povzročala manjše probleme, saj niso morali puške ravno držati, kjer so hoteli oziroma so bili navajeni, ker bi jih ročka udarila ob roko ali kje drugje, v določenih primerih tudi v obraz, zelo redko. Trenutno se testirajo najprimernejše dolžine cevi, od katerih se testira, vkolikor se ne motim, nekje med 10 inč, 16 inč in 20 inč, oziroma nekje tam od 25 cm, 35 cm, tam nekdo 50 cm. Od katerih, z vidika mojega mnenja, mislim, da bodo vzeli 16-inčno oziroma tam 35-40 cm cev, saj se je večkrat izkazalo za najboljšo opcijo, oziroma dokaj najboljšo, saj da projektilu dovolj časa, da doseže primerno oziroma veliko hitrost, ko izstopi iz cevi. Boljši strelci že uporabljajo SCAR HLB20 kot long barrel oziroma z daljšo cevjo, ki je 20 inč oziroma 50 cm in seveda s primerno optiko in ostalimi dodatki, kar je edini razlog, zakaj nisem prepričan, ali bo aktivna sestava dobila SCAR L verzijo. Obenem se zdi logično, da bi ponovno preklopili na 7,62x51 mm, saj to imajo ESD ter boljši strelci v aktivni sestavi s SCAR LB20 in naj imajo še vsi ostali vojaki v aktivni sestavi, ne pa drugega kalibra vmes. Obenem tudi logično, saj kot določene države že menjajo manjši 5,56x45 mm z večjimi kalibri kot naprimer redki kot Amerika 6,8x51 mm, ker se boljše odnese na večjih razdaljah in z večjo močjo. Zdaj za določene video vsebine, ki jih želite videti, kot so video o našem tanku, določenih oklepnikih, nabavi oklepnikov, tega nekaj časa ne bo. Glavni razlog je zaradi ogromnih oziroma pogostih sprememb, neinformacij, drugih informacij in tako dalje. Sicer zdaj, danes oziroma kratkim smo izvedeli, da so odposlali 30 tankov M84 v Ukrajino. V zameno naj bi dobili tam 15 Leopardov 2A4, kar bi pomenilo, če bi vse naše tanke poslali, bi imeli na koncu tam 30 do 40 nemških Leopard 2A4 tankov. Glede oklepnikov 8x8, zdaj so govorice, da se govori o poljskih Rosomark, kateri so v bistvu poljska verzija Patria AMV, ki je oborožen s 30 mm topom proti oklepnim raketami, v glavnem zelo oborožena verzija Patrie. Potem se pogovarjajo, saj v sestavi imamo že Patrie in bi bilo logično, da imamo isti oklepnik, manj stroška z zadnjimi deli, logistike in tako dalje. Ter veliko drugih stvari, za katere bom nekaj časa počakal, ter seveda novi obrambni minister, tako da bo za ziher. In zdaj naprej na temo. Vsekakor, katero verzijo so vzeli, je že pri nas, samo javnost tega še ne ve in bomo videli, katera bo. Osebno mnenje je,
da je bolje, da smo prikopili na navadne puške kot bullpup. Zdaj, z velikih vidikov, o katerem bi se lahko dolgo časa govorilo, je še kar bolj primerno imeti navadne kot bullpup. Zdaj, jaz sem 50-50 med Skar L in Skar H. Kaj pa vi?